pa po zimi je čudika. Jaz hočem po zimi. Ja, mi da ni. Je pa res, da tam je ta gondola in če bo COVID situacija kritična, da ne vem, jaz bom neko karto kupil, pa bom videl, kje bomo smučali. Nasvidenje. Hvala lepa za pomoč in nasvidenje. Jaz sem prele celo prek Zooma spremljal. Pa sem skoro preklopil na umetno inteligenco, ki je bil tam zanimivo preklopil. Ja, se meni je to kar te ni te družbe, pa potem še kaj rečeš, pa malo pretaš, pa mnenja. Ja, vsak svoje upravi in nekam gre. Jaz imam tudi te, nazaj pisarno. Da malo pogrešam te velike konference, pa skopa. Ja, z razmiški pa to. Še to, ne? Tako da jaz moram, pričati bom šla naprej. Ja, v pol bomo pa, ja. Naprej, Ja. Ja, tole bi bila tudi zanimiva tema. Ja, skušamo jo spraviti v diskusijo, ker... Ja, fajn, ker je tudi so v tem posebne polemike, pa javna mnenja, pa nič, pa bi rabili malo podatkov, da se bolj... Zdaj še na Pohorje posegajo s temi načrti, tako da je kar hudo. Pa ni sploh ni te večji, ki so poslovneži, no, jaz sem imela priložnost govoriti, ko se ukvarjajo z električno energijo, sploh ne želijo tega, ker ni tega konstantnega vetra, ne, da bi imel kaj v teh elektrarjah. Ja, seveda, ne. To je dobro gor v Nemčiji, ki skozi piha v tisto konstantno drugo, ali pa ne vem, v Južna Afrika, pa ne vem. Bi bile prej kakšne sončne, ne. Nedavno so imeli skoraj mrk v Nemčiji, ker ni bilo vetra po celi Nemčiji. Pa še v Franciji in celo Slovenija pomagala z nekimi rezervami, da so vzpostavili sistem, ne. Elektrosistem, ne. To je, to ni rešitev za nek daljši rok, ker ta spremenljivost, ta kaotičnost ne more nadomestiti stalnih elektrarn, ne. In se bo treba zmeniti okoli jedrske energije, še drugega, ne. Ja, vidim, ja. Ampak so to, ne vem, na en stran želimo ta razvoj, pa biti samostojni, pa vse, ampak potem se pa takih nekih neustreznih ukrepov. Ja. Imamo pa še druge možnosti za zmanjšanje CO2, recimo kurilno olje je še zelo razširjeno, mogoče bi tega morali spraviti ven, tako da so še druge možnosti, promet recimo tudi, ne, prehod na plin namesto bencina in tako naprej. Jaz pa sem malo plin. Ja. Jaz se pa z biciklom vozim, že ni več. To je pa še boljše. Hvala lepa, da ste... Hvala. Ja, bi kar začel potem, ne. Lepo pozdravljeni v imenu sekcije B, ki jo tudi vodim, imam pa prvi referat, sem magister Tomaž Ogrin iz Inštituta Jožef Stefan in predstavljam tematiko, za katero mislimo z sodelavcem dr. Ferdinandom Deželakom, da je aktualna in da jo je potrebno strokovno presojati v nadaljnjem času, kajti po Sloveniji se načrtuje zelo veliko število vetrnih elektrarn, ki pa nimajo pravne podlage v smislu vplivov na prebivalce. Ta vidik je tudi predviden v tem referatu, predvsem ta vidik hrupa vetrnih elektrarn, kajti to so stacionarne naprave, industrijske naprave, ki so na nekem mestu 20 let, kot je življenjska doba,
V Nemčiji pa že zamenjujejo na istih lokacijah še za nadaljnjih 20 let, kar pomeni, da je nek krog prebivalcev izpostavljen temu hrupu kar 40 let, to pomeni že več generacij krajanov. In kar je malo omenjeno v naši javnosti, obstaja med drugim več organizacij, ki opozarjajo na to. In ena od teh je recimo tule na povezavi EPAV, to je European Platform Against Wind Farms, ki razpolaga z mnogimi študijami, strokovnimi prispevki in tudi vključuje veliko civilnih iniciativ, ki se ne strinjajo z postavljanjem vetrnih elektrarn preblizu njihovih domov. Pri nas je ta vidik vpliva na zdravje pravzaprav neobravnavan, načrtuje se kar mimo tega. Tule prikazujem nekaj načrtov, ki jih v pisarni izdelujejo na Ministrstvu za infrastrukturo in se na prebivalce in naravo ne ozirajo. Problem je tudi, ali res te elektrarne zmanjšujejo ogljikov dioksid, čeprav same ne oddajajo tega plina, pa vendar, ko vstopijo v elektroomrežje, ki deluje na principu poraba proizvodnja, ki morata biti uravnoteženi, je vprašanje, katera klasična elektrarna bo zmanjšala svojo proizvodnjo, če dobimo elektriko iz vetrnih elektrarn. To ni dokazano pri nas in tudi nimamo ustreznih podatkov. No, o tem, da te moči niso nazivne v praksi, tudi vemo, ker so vetrovi slabši pri nas. Tule imamo recimo slab izkoristek poleg tega. To dokazuje vetrna elektrarna pri Dolenji vasi, ki jo vidimo z avtoceste Ljubljana-Koper. In pogledamo si izkoristke po podatkih Borzena, ki plačuje to elektriko vetrnim elektrarnam oziroma lastnikom. Vidimo, da so izkoristki kvečjemu okrog 20%, kar je izjemno malo glede na druge stabilne elektrarne. Na ta način seveda poleg kaotičnega obnašanja vetra ne moremo pričakovati nadomestitev klasičnih elektrarn, torej 24/7 so tiste, ki delujejo 24 ur 7 dni v tednu, kot je mednarodna oznaka, in seveda nimamo možnosti, da bi zamenjali tiste elektrarne z vetrnimi. Ti načrti so dokaj razprostranjeni v zadnjem času po Sloveniji. Tule imamo preko 60 vetrnih elektrarn v krajevni skupnosti Senožeče, okrog 6 naselij, kar v krogu. Takega primera nismo našli v svetu. Bomo videli kasneje sliko. Potem so še v Brkinih, občina Hrpelje-Kozina, celo gor nad Dravogradom, planira, načrtuje Dravske elektrarne Maribor, ki ima v upravljanju hidroelektrarne in je res vprašljivo, zakaj bi v hribe šli še z vetrnicami, če imajo pa obnovljiv vir energije spodaj. Načrti so še po hribih Pohorja, Paški Kozjak, Rogatec, Plešivec. Skratka, povsod ni škodljiv vpliv hrupa vetrnih elektrarn upoštevan in se načrtujejo v razdaljah, ki so občutno preblizu naseljem. Namreč ta vpliv se razteza tudi do 3 km daleč, pa tudi 5 km glede na orografijo, se pravi glede na položaj take elektrarne in njeno nadmorsko višino. No, tole je primer v krajevni skupnosti Senožeče. Vidite, tele krožce so različni investitorji, zeleno, rumeno, oranžno,
ena deluje tam v E1, to je delujoča elektrarna, ki jo vidimo z avtoceste Ljubljana-Koper. Naprej bomo videli, zakaj je to tak problem. Hrup vetrne elektrarne je poseben hrup, ni enak nobenemu drugemu, predvsem je njegova škodljivost so pulzne vibracije. Strokovno amplitudna modulacija, se pravi nek dvig v trenutku, dvig nivoja jakosti tega hrupa v trenutku in potem spet zmanjšanje. Na ta hrup se ne da navaditi, to je nekaj podobnega, kot bi ti kapljala voda na glavo, kot poznamo, da ena kapljica ne pomeni nič, ampak če ti stalno, pa se zmanjša zdravje, se poslabša zdravje. Vidimo tudi kasneje, kako se to odraža pri meritvah. Pomembno je, da so to že ugotovili v 80-ih letih, torej že davno so ugotovili ta vibracijski vpliv vetrnih elektrarn, torej to je na sliki bomo videli okrog 1 Hz, kar je infrazvok. Pod 20 Hz rečemo, da je to področje infrazvoka. Posledice stalnega vpliva so pa lahko na organizem zelo težke. Prekomerna tvorba kolagena, odebelitve žil posledično, raznih povrhnjic, notranje uho, poznamo tudi glavobole in predvsem onemogočajo spanje ali pa zbujajo sredi noči, odvisno od vetrovnih razmer. Tem obolenjem pravimo sindrom vetrne elektrarne ali vibroakustično obolenje. Torej, o čem govorimo? Ta hrup je pretežno na področju nizkih frekvenc pod 200 Hz in kot infrazvok pod 20 Hz. Ker tam ni več slišen, to občutimo kot vibracije. In seveda motenje spanja je tudi po Mednarodni zdravstveni organizaciji kršenje človekovih pravic. Tole je primer iz 80-ih let. Dr. Kelly je to natančno proučil. To so pulzi, ko gre krak mimo stebra ali pa ko zareže krak v veter. Takrat se pojavi puls, ki gre potem v prostor. V notranjosti, ker so pa to zelo nizke frekvence, posledično velike valovne dolžine, gre skozi zaprta okna in v notranjosti, glede na dimenzije prostora, se lahko ojača, resonira, torej dobimo stojno valovanje, kjer je potem učinek lahko še slabši kot zunaj. Da bi to izmerili, je pa velik problem. Namreč predpisi določajo meritve s filtrom A in rezultati so v dBA, kot poznamo. Na spodnji sliki je primer, kaj pomeni filtriranje, torej zmanjšanje nivoja hrupa na določenih območjih. Spodaj je meritev, ki je bila izvedena ob že omenjeni vetrni elektrarni pri Dolenji vasi. Dr. Ferdinand Deželak je to izmeril, specialist za ta hrup, in sicer ugotovil, da filter A dejansko odreže. Na levi strani imamo 12,5 Hz, to je že v območju infrazvoka. Če filtra ni, tega filtra, pa dobimo skoraj 70 decibelov. To se pravi, to je pa tista prava meritev in teh meritev pač naša zakonodaja ne omogoča. Tule je primer karakteristika tega filtra. Vidi se, da je namreč ta filter je bil sprejet in se uporablja zaradi tega, ker je prilagojen človeškemu ušesu. Rečeno je bilo, kar pač človeško uho zazna, sliši, da to je tisto, kar je prava meritev, vendar se pri vetrnicah izkazalo,
da ravno to ni prava meritev. Namreč prav tisti hrup spodaj pod 200 Hz in pod 20 Hz je odrezan s pomočjo tega filtra, se filtrira. Torej, meritve so, prave meritve vetrnega hrupa so edino brez vseh filtrov. In namen pač tudi tega prispevka je, da je treba tudi v naši politiki omogočiti, da se meri hrup vetrnih elektrarn dejansko brez vseh filtrov. Domače izkušnje so znane. 850 metrov so prve hiše od obstoječe vetrne elektrarne in prebivalci so bili sprva za postavitev, zdaj čez eno leto so pa ugotovili, da je ta hrup resnično škodljiv in so močno proti. Celo na referendumu so na krajevni skupnosti Senožeče sprejeli, da nobenih vetrnic več. Pisali so tudi takratnemu ministru, ampak se ni nič zgodilo. Zato je pač recimo moj prispevek pa še kakšen nujen, da se širše v družbi predebatira ta hrup in da se sprejmejo predpisi, ki bodo omogočali meritve tega hrupa, vsaj to. Ker je res nenavadno, da ne bi niti smeli meriti tega hrupa tako, kot je potrebno. Da to ni naš slovenski problem, dokazuje tudi recimo mednarodno dogajanje, in sicer mednarodna konferenca prav o tem hrupu vsaki 2 leti, od leta 2005, naslednja bo naslednje leto. V Sloveniji smo imeli letos januarja mednarodni posvet o tem hrupu. Za zaključek naj povem torej, da predlagamo, da se te meritve umestijo v primerne predpise in da se, dokler ni merjenje tega hrupa v predpisih, ustavijo vsi načrti za vetrne elektrarne, kajti po toči zvoniti ni primerno in predrago in neracionalno za celo državo. Žal seveda politika že vrsto let noče pristopiti k takim predpisom, kljub mnogim pozivom. V svetu imamo dovolj podatkov o tem, tako da ni problem dobiti primernih strokovnih podlag za merjenje tega hrupa. Imamo tudi knjigo s praktičnimi primeri, kaj so ljudje doživljali in še doživljajo. Imam tu navedbo dr. Nine Pierpont o tem sindromu, potem pa tudi predavanje specialistke za nizkofrekvenčni hrup in infrazvok, dr. Pereira, ki je imela predavanja tudi v Sloveniji v letu 2018. No, tule pa še na koncu literatura iz 85. leta, ki nekako ugotavlja vse potankosti tega hrupa vetrnih elektrarn. Hvala za pozornost. Upam, da bo ta prispevek imel kakšen odmev tudi pri politiki. Hvala lepa. Če je kakšno vprašanje, oziroma ne vem, kako na ta način lahko to odgovorim. Mislim, mene bi definitivno zanimalo to, kar ste omenili, da so tako nizki izkoristki tudi, ne? To je glede na nazivno moč elektrarne, kako, in vpliv tega je v bistvu pomanjkanje vetra, čeprav razumem, da so izkoristki potem teh elektrarn tako okrog 20%, kar je res žalostno, ne? Mislite, da je možno to zmanjšati ali pa? Ne, mislim, sam zanima me, ne, sprav, če je recimo nazivna moč neke elektrarne recimo 3 megavate, ne, a to pol v praksi pomeni, da recimo povprečno čez leto realno bomo dobili
so to res tako zelo majhne izkoristke, to je predvsem zaradi vetra ali, oziroma pomanjkanja vetra? Ja, seveda, torej obstaja krivulja v odnosu hitrost vetra in moč, to je na tretjo potenco ta krivulja. In seveda pri 4 metrih na sekundo nekako začne delovati elektrarna. Idealno bi bilo, da bi stalno pihal veter z recimo 15 metri na sekundo. Pri nas je to redko doseženo in zaradi tega so moči, tiste nazivne moči, dosti manjše. In seveda tudi to je potem, bi rekel, tehnični razlog, da je vprašanje, če je investicija v to racionalna. Žal so pa zadaj subvencije, ki so pravzaprav neracionalne. Ne? In zaradi teh subvencij pravzaprav nastaja množica, da tako rečem, že investitorjev. Nekateri med njimi nič zaposlenih, računajo na tuja sredstva tudi, to se vse dobi na spletu. In se pravzaprav čudimo, zakaj, čemu, če pa vemo, da končni efekt ne bo tisto, kar morda nekdo pričakuje. Ne? Je to pravzaprav izguba subvencioniranega denarja, ki bi se lahko porabil za bolj efektno zniževanje ogljikovega dioksida. Ne? Zato pač opozarjamo na to. Eden od vidikov je ta hrup, ki učinkuje na zdravje prebivalcev in to je bil doslej zanemarjen. Predvsem so poudarjali trke z pticami in tako naprej, živalski svet, vendar so pri tem spregledali, da je pravzaprav glavni element pa hrup tisti, ki je za ljudi škodljiv. No. In ta vidik nekako se skuša, bi rekel, mimo iti, to se pravi, se ga ne obravnava adekvatno. Ne. In ta članek naj bi pač opozoril na to, da je treba res k temu strokovno pristopiti. Ne. Hvala lepa. Imamo potem še naslednje prispevke. Traffic stimulation, boste to vi. Super. Tole. Odlično. Odlično. Ok. Odlično. Bo. Zvok bo, to bo tudi. Super. No, če me takole dobro kamera zajame. Pozdravljeni. Glede na to, da imamo v publiki, kakor vidimo, samo slovenske vere, samo ljudi, ki razumejo slovensko, bom kar v slovenščini tole predstavljal. Pozdravljeni, moje ime je Majs Merkol in bom predstavil v bistvu, kako mi v okviru H2020 projekta Urbanite bomo uporabili simulacije prometnih situacij v namen v bistvu podpore pri odločanju v kontekstu mobilnostne politike. Hitro lahko preletimo tole predstavitev. Za začetek bom povedal, kaj je v bistvu razlog za simulacije in kaj je nekako namen. Potem bomo pa šli specifično, kaj v bistvu je simulacija prometa in se poglobili v 3 specifične rešitve za simulacijo prometa, torej softverske pakete, ki omogočajo delo z simulacijami. Na koncu bomo še na hitro zaključili in povzeli predstavitev. Se pravi, za začetek lahko povemo, da je v velikih mestih
promet v bistvu zelo velik in kompleksen sistem. Sestavljen je iz več kosov, ki jih lahko recimo tudi upoštevamo dejansko že samo prometno infrastrukturo na eni strani, ki sama po sebi ima zelo velik vpliv na to, kako bo promet potekal. Naprej lahko upoštevamo, kakšen je sistem javnega prevoza v mestu in seveda tudi, kako se ljudje obnašajo in nadaljnje na obnašanje ljudi vpliva vreme in njihovo razpoloženje in če se jim mudi ali ne in ura dneva in tako naprej. In pač pri vsem tem lahko vidimo, da gre za nek zelo kompleksen sistem, kjer se različni kosi sistema medsebojno vplivajo in zaradi tega v bistvu je zelo težko predvideti, kako točno se bo promet odzval na neko, recimo temu, spremembo v sistemu. Zato v bistvu v okviru projekta H2020 Urbanite razvijamo ekosistem oziroma nekakšno platformo, ki bo omogočala razvijalcem mobilnostnih politik, da bodo lahko bolje delali. Nekatere izmed glavnih stvari, ki jih poskušamo nasloviti, so identifikacija prometnih vzorcev in predvidevanje stranskih učinkov morebitnih sprememb v politiki, ki jih je relativno težko predvideti, s pomočjo simulatorjev pa je ta možnost boljša. Predvsem gre pa pri tem za v bistvu način reševanja tako imenovanih wicked problemov, se pravi, ne vem natanko, kako se to prevaja v slovenščino v tem kontekstu, ampak gre za te zapletene probleme, ki nimajo ene enostavne rešitve, ampak gre pri rešitvah pravzaprav za neko razmerje med pozitivnimi in negativnimi stvarmi, ki jih lahko vpeljemo v sistem. Takšnih problemov se trenutno večinoma lotevamo na tako imenovan data-driven approach, se pravi z upoštevanjem čim več podatkov, s katerimi lahko izvemo realno stanje o problemih. Specifično znotraj tega projekta bo ta razvit sistem uporabljen v 4 velikih evropskih mestih, kjer bo testiran in kjer bomo na to v bistvu lahko ugotovili, kakšne prednosti prinaša uporaba takšnega sistema in kaj so recimo še pomanjkljivosti, ki jih bi bilo potrebno nasloviti naprej. Pričakujemo pa različne načine uporabe tega sistema in sicer so že naši bodoči uporabniki iz teh mest si zaželeli sledeče stvari, naprimer identifikacija prometnih vzorcev in kako naprimer na te vzorce vplivajo različni zunanji dogodki, kot je recimo sprememba vremena in pa zaradi trenutne COVID krize lahko tudi vidimo v bistvu efekte širše karantene, v kateri je nasplošno količina prometa zelo upadla in to nam bo v bistvu tudi dal nek primer, s katerim bomo lahko primerjali, kako poteka promet, kadar je promet zelo gost in pač v nasprotju, kakšne so situacije, kadar ga praktično ni. Poleg tega tudi v teh mestih jih zanima analiza javnega transporta, se pravi javnega prevoza, kako naprimer lahko prilagodimo kakšne avtobusne linije in kako lahko recimo se tudi novih teh načinov prevoza upoštevamo pri tem. Poleg tega bomo seveda analizirali tudi hrup in hrupno onesnaženje s hrupom in onesnaženje zraka, ki ga promet proizvede, specifično v mestu Messina v Italiji. Je velik problem to, da je skozi mesto poteka glavna cesta, ki ima zelo močen vpliv s hrupom na prebivalce. V mestu Amsterdam, ki bo tudi testiral to okolje, ki ga razvijamo, je zelo zanimiva stvar, ki jih zanima, je analiza v bistvu zgoščenega prometa koles, ki je nekaj v bistvu še do zdaj, kakor smo po ostalih virih pregledovali, relativno neanalizirano, saj kolesa nekako se ne pričakujejo, da bojo povzročala prometne zastoje, ampak v velikem mestu, kjer praktično vsi ljudje kolesarijo, se to seveda lahko zgodi.
Poleg tega imamo pa zdaj v zadnjih letih te nove načine prevozov, ki jim rečemo mikromobilnost. In sem spadajo naprimer električni skuterji, kot lahko vidite tukaj na sliki, ki so postali strašno popularni v zadnjih letih tudi v Ljubljani. Je pa zanimivo, naprimer, da ti skuterji so še posebej v mestu Bilbao so opazili, da je bilo tam ogromno zelo hudih prometnih nesreč s temi skuterji, preden so bili regulirani, saj večina ljudi ni nosila čelad, ko so vozili in potem pač, če se karkoli zgodi, so lahko poškodbe toliko večje in toliko hujše. Zaradi tega se je recimo izkazalo, da je to neka nepredvidena stvar, ki pa ima lahko zelo negativne posledice na zdravje meščanov. In z tega vidika nas zanima tudi možnost napovedi takšnih dogodkov, ki jim rečemo pomembni dogodki v kontekstu sistema. No, zdaj pa dajmo pogledati, kaj pravzaprav je simulacija prometa. Simulacija prometa, kot vsaka simulacija, je pravzaprav nek način, kako lahko mi sestavimo nek sistem, ki se bo obnašal na zelo podoben način, kot se obnaša sistem v resničnem okolju. Samo da zaradi tega, ker pač je simulirano, je veliko lažje vnašati spremembe, veliko ceneje je testirati te spremembe in videti, kakšni so možni odzivi. V simuliranju prometa imamo v bistvu dva taka glavna načina, kako se lotimo tega. Temu rečemo mikroskopska ali makroskopska simulacija prometa. In sicer mikroskopska simulacija je tipično bazirana na uporabi mnogih agentov inteligentnih, ki vsak izmed njih predstavlja pravzaprav naprimer eno vozilo ali eno osebo, ki potuje skozi mesto. Makroskopski primer pa v bistvu analizira na višjem nivoju, bolj oddaleč gleda na mesto in pravzaprav vzame omrežje cest kot nekakšno omrežje cevi, v katerem se avtomobili obnašajo pravzaprav kot plin in na ta način prav tako dosežemo simulacijo prometa, ki pa ima druge lastnosti, namreč je po eni strani veliko lažje za izračunati, kar je prednost, ker simulacija enostavno traja manj časa, po drugi strani pa pač nam ponudi toliko manj možnosti, zaradi tega, ker so prvič vsa vozila so nekako homogena, ne moramo ločiti med različnimi tipi vozil tipično in seveda, ker nimamo informacije o posameznih vozilih, tudi težje analiziramo potem naprimer neke specifične situacije. Za naš projekt v bistvu, tale Urbanite, so pomembne stvari, ki jih potrebujemo od simulatorja prometa, to, da podpira različne možnosti prevoza, se pravi, da se lahko vozimo z avtomobilom ali avtobusom ali kolesom in tako naprej, da podpira simulacijo velikih omrežij, saj je namen simulirati celotna mesta, kar je prav tako relativno nova in še ne zelo pogosto uporabljena situacija, in da zmore simulacijo tudi teh modernih načinov, kot so modernih načinov mobilnosti, kot je recimo uporaba deljenih avtomobilov in teh naprimer električnih skuterjev in podobnih novih stvari. Pri vsem tem pa je še pomembno, da lahko tudi analiziramo druge okoljske vplive, kot je naprimer onesnaženost s hrupom in onesnaženost zraka ter tako naprej. Zdaj, ta prvi izmed teh sistemov, ki jih bomo si ogledali, je industrijski standard in sicer od podjetja PTV, dva kosa softvera, en se imenuje Visim, en pa Visum. Prvi je orodje za mikroskopsko simulacijo prometa, drugi pa za makroskopsko simulacijo prometa, oba pa lahko v bistvu uporabljamo nekako z roko v roki, kar nam omogoča zelo veliko zanimivih stvari. Naprimer, vem, da se ta orodja uporabljajo tudi v Ljubljani za izboljšanje prometnih situacij. Je pa tako, da mi smo ta orodja testirali, zato da vidimo v bistvu, kaj je nekak minimum pričakovanih sposobnosti za neko orodje, ki doseže industrijski standard. Zdaj,
Visim, orodje za mikroskopsko simulacijo, je namenjeno reševanju manjših problemov, naprimer simulaciji specifičnih križišč, ki so lahko problematična, in specifična križišča lahko tukaj zelo kvalitetno simuliramo in ugotovimo, kako se bodo ljudje obnašali na teh križiščih, s čimer lahko znatno prispevamo k pretočnosti križišča in tako tudi k pretočnosti celega omrežja. Je pa tako, da zaradi tega, ker pač je promet zelo kompleksen sistem, ni nujno, da bo povečanje pretočnosti enega križišča imel toliko velik vpliv na celotno omrežje, kakor pričakujemo, zaradi tega, ker se pojavljajo razni zanimivi stranski učinki. Orodje Visim tudi omogoča zelo lepe 3D vizualizacije, ki jih bomo, če se prav spomnim, tudi videli na sliki. Orodje Visum je pa namenjeno nasprotno simulaciji celotnih mest, vendar za veliko manjšo natančnostjo, saj gre za makroskopsko simulacijo. Ena izmed njegovih prednosti je to, da zna lepo komunicirati z geografskimi informacijskimi sistemi in da teče zelo hitro, kljub temu pa še vedno pač nimamo vseh teh pravzaprav lastnosti, ki bi jih radi simulirali, tako da so makroskopski simulatorji pravzaprav tekom tega projekta manj informativni, jih bomo pa vseeno uporabljali v drugem kontekstu pravzaprav. Se pravi, kot lastnosti in funkcionalnosti teh orodij PTV Visim in Visum sta nekako postavljeni za osnovo, ki jih želimo doseči z našim simulatorjem, ki ga bomo uporabljali. Zaradi tega, ker imata dovolj naprednih funkcionalnosti, ki jih potrebujemo. Hkrati pa smo opazili tudi to, da je zelo težko delati s temi orodji, človek mora biti izobražen za to in veliko specifičnih, za vsako situacijo pravzaprav, ki jo želimo simulirati, je treba na novo premisliti, kako bomo to storili in postaviti celotno omrežje, ročno predstaviti v bistvu podatke o številu vozil, ki potujejo po cestah in tako naprej. V glavnem je zelo kompleksno delo, ki pa lahko zelo koristi razvijalcem cestnih omrežij. Se pravi, prvi paket, ki ga bomo zdaj tukaj predstavili kot neko možnost za naš projekt, je projekt SUMO. SUMO je kratica za Simulation of Urban Mobility, se pravi simulacija mestne mobilnosti, ki ga je razvil inštitut v Nemčiji, ki se ukvarja z letalstvom sicer. Je odprtokodna rešitev, ki omogoča mikroskopsko simulacijo prometa, ponuja uporabniku zelo široko izbiro nekakšnih orodij, ki se uporabljajo pri izdelavi simulacij. Naprimer podpira uvažanje podatkov iz geografskih informacijskih sistemov in tudi iz OpenStreetMap, to je odprtokodna zbirka podatkov zemljevidov po vsem svetu, ki so zelo visoko kvalitetni. Kar je težava pri paketu SUMO, je to, da ne podpira simulacije koles in tudi zaenkrat nam ni uspelo odkriti, kako bi lahko uspešno nekako to nadomestili z alternativnimi možnostmi uporabe orodja. Poleg tega pa je zaradi svoje monolitne tehnološke postavitve arhitekture zelo težek za integracijo v drug sistem. Ta je namreč namenjen ročni uporabi preko tekstovnega uporabniškega vmesnika. Zanimivo tukaj pri tem sistemu je še, to je mogoče vredno poudariti, da en agent, kot pravimo, to je multiagentna simulacija, en agent predstavlja ali vozilo ali pa osebo, odvisno od določenih nastavitev in tega, kako pravzaprav želimo mi simulirati. Naprimer, če želimo, da je možno, da človek izbere način potovanja, recimo, da lahko torej na podlagi raznih podatkov izbere sam agent ali bo uporabil avtomobil, kolo ali avtobus, v tem primeru pač je to zelo uporabno.
kadar pa tega ne želimo, pa lahko poenostavimo delo in predstavimo v bistvu kar celo vozilo kot en agent. Druga stvar, drug paket za simulacijo prometa je pa orodje MATSIM, ki je pa pravzaprav okolje za razvoj mikroskopskih simulacij. Ni zares pravzaprav razvit, ni zares program, je bolj okolje za razvoj in implementacijo simulacij. In zaradi tega je zelo razširljiv in vse se da v bistvu customizirati, zato da dosežemo učinke, ki jih potrebujemo za naš projekt. Agent tukaj vedno predstavlja eno osebo, kar je zelo v redu, ker potrebujemo te sorte zmogljivosti, kot smo omenili, naprimer, da lahko se oseba iz kolesa presede na avtobus. Je pa to seveda povzroči malce več dela pri uporabi. V primerjavi z industrijskim standardom ima pravzaprav po neki strani je lažji za uporabljati, zaradi tega, ker omogoča uvažanje podatkov iz OpenStreetMaps, kar komercialni sistemi ne dovoljujejo enostavno. In za naš projekt, ki bo prav tako odprto koden, je to zelo pomembno. Zaradi tega, ker je to okolje pravzaprav ne zares paket, je zelo razširljiv, kar je zelo pomembno za nas in enostaven za integracijo v širši sistem. Hkrati pa je tako, da v bistvu sistem je zelo težek za uporabljati za začetnika, saj praktično vse sorte simulacij tukaj potrebujejo znanje programiranja, kar pa nas ne ovira, zaradi tega, ker bomo v bistvu sami razvili vmesnik za uporabo tega sistema, ki bo lažji za uporabo. No, zdaj za zaključek smo v bistvu predstavili in ocenili nekaj orodij, ki podpirajo v bistvu praktično vse te pričakovane načine uporabe, kar je zelo v redu, zaradi tega, ker pač se izkaže, da očitno je simulacija prometa že zrela za širšo uporabo. In glavna razlika med industrijskim standardom in pravzaprav raziskovalnim state of the art, najnovejšimi dosežki, je pravzaprav samo količina oziroma koliko lepo izgleda. Večinoma lahko rečem, da je razlika pravzaprav samo v mogoče enostavnosti uporabe in estetiki uporabniškega vmesnika. Za projekt Urbanite pa smo izbrali na koncu okolje MATSIM, ki omogoča, da bomo sami lahko razvijali simulacije prometa, ki bodo zadostovale vsem našim potrebam. Nekatere so sicer težke za jih vpeljati, ampak zaradi tega, ker je ta sistem dovolj razširljiv, bomo lahko implementirali lastne nove možnosti, ki morda manjkajo. Poleg tega je tudi enostaven za uporabo, za integracijo v širši sistem, kar je zelo pomembno, ker pač to delamo, in podpira vse do zdaj pričakovane načine uporabe, seveda z dovolj priprave in pač ja, se je treba potruditi, da se to naredi. S tem bi jaz svojo predstavitev zaključil in sem na razpolago za kakršnakoli vprašanja. Hvala. Hvala lepa. Torej, eno vprašanje je povezano z, ali so ta orodja sposobna torej nekih napovedi v primeru kakšnih sprememb oziroma recimo zaprtja neke ceste v mestu. Videl sem tudi, da imate na križišču števec, counter, torej tam so najbrž tudi precej kamer je vzpostavljeno na križiščih. Ali se da z teh podatkov potem črpati tudi kakšne napovedi, če pride do kakšnih sprememb? Ja, to je pravzaprav glavni namen teh sistemov, ja, da se da recimo videti, kako bi se promet obnašal, kakšna bi bila razlika v obnašanju prometa med recimo dejanskim stanjem in če na primer zapremo eno cesto, potem lahko na podlagi v bistvu, se pravi, potem bojo mogli ti agenti, ki predstavljajo voznike ali pa vozila, nekako drugače poiskati pot do svojega cilja.
In to lahko recimo zelo dobro pokaže, kaj se zgodi, če recimo eno cesto zapremo. To je relativno enostavna stvar v teh orodjih. Malce težje je pa recimo predvideti neke bolj kompleksne situacije, ne. Zdaj, ja, definitivno pri simulacijah se da in se uporablja v bistvu te različne podatke prometne, ki jih merimo. Naprimer, na cestah imamo zelo veliko teh števcev prometa. To so v bistvu take, v asfaltu se vidijo taki kvadratne zareze, kolikor noter je napeljena žica in s pomočjo te žice, ko se avto čez zapelje, se inducira nek tok. Na ta način lahko recimo štejemo ne samo število avtomobilov v nekem časovnem obdobju, ampak tudi njihovo hitrost, naprimer, in z nekimi malo bolj naprednimi sistemi tudi pospešek in smer zavijanja, naprimer v križiščih. In ja, vsi te, prav tako, kakor ste omenili, pa tudi ja, se uporabljajo prometne kamere, ki lahko prepoznajo posamezna vozila in vse te podatke se lahko uporablja za to, da se poveča v bistvu recimo temu pravilnost obnašanja prometnega sistema. Ja. Tudi recimo rast teh skirojev, teh električnih skirojev, naprimer, kako se njihova pogostost pojavljanja na cestah, na križiščih povišuje, ne, Ja, to so te novi načini mobilnosti, ne, so zelo zanimivi tudi z tega vidika, da recimo je pri teh simulatorjih recimo en tak malo problematičen vidik, ne, je to, da je treba se odločiti, ali bomo zdaj simulirali te skiroje, kot da vozijo po cesti, ali kot da vozijo po pločniku, ali kot da vozijo po kolesarskih stezah, ne, in tako naprej. In medtem, ker recimo že za navadna kolesa je to lahko problem, ne, sploh v mestih, kot je Ljubljana, ki nimajo spet ki niso v celoti pokrita s kolesarskimi potmi, je potem tudi pri simulaciji v bistvu problem, kako zdaj simulirati to, ne. Ker če recimo jih simuliramo kot da vozijo po cesti, pomeni, da imajo vpliv v bistvu na cestni promet, na avtomobilski promet, če pa jih simuliramo kot da vozijo po pločnikih, naprimer, pa ne, in tako naprej. Tako da tukaj je veliko takih odločitev, ki je v bistvu se treba nekako odločiti, ne, a bomo, kaj točno bomo zdaj, kako bomo dosegali najvišjo nekako natančnost simulacije, ne. In ja, pri teh novejših oblikah, kot so recimo e-skuterji, je ta problem še toliko večji, zaradi tega, ker tudi po eni strani lahko dosegajo relativno visoke hitrosti, ne, ker pač elektromotorji so za take zadeve dobri. Po drugi strani pa ne vemo pa še zares, kako se v bistvu obnašajo in tudi podatkov o tem, zdaj recimo, koliko je prometnih nesreč z njimi in tako naprej, je relativno malo, zaradi tega, ker so se pojavili šele nekaj let nazaj, ne. In vse to v bistvu predstavlja lahko še kar velik problem za simulacije. In v bistvu ja, zaradi tega to je tudi en od glavnih razlogov, da pravzaprav mi sestavljamo zdaj ta sistem, ki bo omogočil mogoče enostavnejše delo z simulacijami, kakor je direktna uporaba simulatorja. Ker pač trenutno je situacija taka, da pač je potrebno imeti eno ekipo prometnih inženirjev, ki gradijo te simulacije in jih analizirajo, ne. Naš sistem pa naj bi nekako poenostavil tudi to delo, pri tem, da je pa res, da je zelo veliko takih nišnih odločitev, nekako robnih odločitev, ki so pa zelo pomembne za dejanski rezultat. Tako da v vsakem primeru tudi pri uporabi teh sistemov je zelo pomembno, da se zaveda teh recimo njihovih negativnih lastnosti, ne, ker pač, kakor nasplošno velja recimo v umetni inteligenci, ne, mi lahko stvari relativno kvalitetno napovemo, včasih je pa problem ugotoviti, kdaj je pa prišlo do napake ali pa na kakšen način je prišlo do napake ali pa zakaj, ne. In ena izmed stvari, ki jih tudi v temle projektu Urbanite, ki je zelo pomembna za nas, no, je to, da bodo metode in sistemi, ki jih uporabljamo, zmožni analize človeka oziroma človeške analize na tak način, da bo lahko človek razumel, kaj se je pravzaprav zgodilo. In recimo te simulatorji, zaradi tega, ker vse nam dajo ven ogromno količino podatkov, še posebej mikrosimulatorji nam v bistvu dajo, recimo, če imamo en dan simuliran, ne, lahko za vsako vozilo v vsakem trenutku vidimo, kje je bilo, kaj je bilo, s kakšno hitrostjo se je premikalo in tako naprej. In s tem nam v bistvu omogočajo neko globljo analizo, ki pa
jo je seveda tudi treba narediti in razumeti. Ne. Tako da z tega vidika so tudi te sistemi kompleksni za uporabo. Ja, še tole, no, vidim, da mislim, to doživljamo vsi ta promet, zato tega je to izjemno pomembno vprašanje. Ste omenili časovnico 24 ur, recimo imamo primere zjutraj pa popoldne neke gneče, za Ljubljano, Maribor, najbrž večja mesta, Celje. To ne moramo reči, da je to kaotično, ima neko razporeditev. Po drugi strani imamo pa potem tudi neke ponore prometa, če bi tako rekel, recimo nakupovalni centri, kjer od nekod iz nekih virov pač gredo v določenem času v tisti center in potem od tam naprej. Ne? To se pravi, imamo neke vzorce, ne, ki jih verjetno obdelate pol. Natanko tako, ja. Mi pravzaprav v tem projektu bomo v bistvu od teh pilotnih mest, kjer se bo zadeva testirala, bomo tudi dobili pravzaprav statistične podatke o recimo predelih mesta, kje recimo živi koliko ljudi in kje je koliko delovnih mest in tako naprej. In ja, seveda imamo pa tudi recimo neke temu rečemo institucije v bistvu, se pravi neke lokacije, kjer recimo je zelo veliko ljudi zaposlenih, ne, ali pa lokacije, kjer recimo so nakupovalni centri ali pa šole ali pa kaj takega, ne. In pri tem generiranju v bistvu potrebe po mobilnosti, ne, kar je prvi korak simulacije, pravzaprav, da se v bistvu za vse te agente, ki naj bi predstavljali meščane, ne, se v bistvu zgenerira nekako, kaj morajo oni tekom dneva storiti, oziroma tipično pač najprej grejo v službo za nekaj ur, ne, potem grejo, ne vem, v nakupovalni center po hrano in potem grejo, ne vem, recimo še na sprehod do Golovca, ne. In ja, vse te podatke bomo upoštevali pri tem, da pač zaradi anonimizacije ne moramo imeti zdaj seveda direktnih podatkov, da bi lahko dejanske ljudi predstavljali, ampak lahko pa v bistvu te vzorce v premikanju pa zelo dobro predstavimo in tudi potem kasneje analiziramo, naprimer, iz katerih predelov mesta, v katere druge predele mesta je recimo najmočnejši tok in po drugi strani ja, to nam pa v bistvu lahko tudi omogoča recimo neko mogoče planiranje, kako se temu reče, prostorskih načrtov, naprimer, ne, da lahko, ker konec koncev, kje dejansko ljudje so, zelo močno vpliva na to, kam in kam morajo iti, ne, zelo močno vpliva na to, kje ceste bojo uporabljali, ne. In ja, z tega vidika je recimo zelo zanimiva možnost to, da recimo, če planiramo postavitev nekega novega naselja, lahko vnaprej pričakujemo potem s pomočjo simulatorjev, kakšen bo efekt, če bomo zdaj recimo imeli tukaj toliko pa toliko ljudi, ne. In ne samo to, v bistvu lahko še več storimo, namreč, če upoštevamo tudi neke demografske kazalnike, naprimer, na teh predelih mest, lahko potem tudi v bistvu predvidevamo recimo, v kater drug del mesta oni morajo potovati, ne. Zaradi tega, ker recimo, ne vem, ljudje z otroci bojo sigurno mogli otroka peljati v šolo, naprimer, ne. Zdaj, mladi ljudje hodijo recimo na univerze in tako naprej, ne. Zaposleni recimo spet se da v bistvu do neke mere predvideti tudi v katerem, recimo, kakor v Ljubljani imamo nekih več industrijskih con ali pa območij, kjer je večja koncentracija služb, ne, in glede na podlagi recimo njihovega prihodka, lahko tudi nekako do neke mere, vsaj ne zares pravilno, ampak statistično signifikantno recimo ugibamo, v katerem drugem predelu mesta bo recimo nekdo, ki živi v tem predelu mesta, imel službo in tako naprej, ne. In vse to nam v bistvu omogoča, da med tem, ker ja, še zmeraj je to popolnoma anonimno in pač ni tako, da bi zdaj lahko ljudi, posameznike simulirali, ne, se pa v bistvu bo skupinska simulacija pa obnašala relativno podobno kot dejanska situacija, ne. Hvala lepa, ja, hvala lepa. Hvala. Okay. Na urniku je še en predavatelj, sem ga ni tukaj, pa tudi gor ga ni. Je mogoče online? Mi imamo še predstavitev dr. Leštana, pa ne vem, ali je
predvideno, da bo oddaleč. Obdelava zemljine, Ledino. demo res soil. Ja, v tem sklopu. Sekciji, ja. No, pa dajmo še kaj počakati 5 minut, če se bo pojavil odkje, čeprav vprašanje